Spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci, dober večer. V zadnjem času se čedalje močneje uveljavlja spoznanje, da so zaupni in varni medčloveški odnosi najmočnejši vir osebnega zadovoljstva in najučinkovitejša zaščita proti stresom. Samo odnosi, v katerih prevladuje iskrenost, varnost in zaupanje, lahko posameznik razvije paleto čustvenih vsebin in odzivov, s katerimi bo usmerjal in osmislil svoje življenje. Kakšen vpliv ima pri tem vzgoja, nam bo na podlagi knjige Teorija navezanosti pojasnil dr. Tomaž Erzar, slovenski teolog, filozof, psiholog, psihoanalitik ter pedagog. Predavanje poteka v sklopu projekta Center vseživljenjskega učenja, zato vas za potrebe projekta prosimo še za vpis v listo prisotnosti. Gospod Tomaž, beseda je vaša. Danes veliko razmišljamo o tem, da je vzgoja otrok v preteklih stoletjih bila pravzaprav otrokom nenaklonjena. In da je mogoče naloga tega časa in tega stoletja prav v tem, da odkrije spet otrokovo notranje doživljanje. Kar seveda od nas odraslih, staršev, zahteva kar eno mero zaupanja. Se pravi, da se prepustimo otroku v tem smislu, da verjamemo, da si otrok želi v svet, da želi uspet med vrstniki, da želi poskusiti stvari, ki morda nas tudi včasih motijo, in da se teh njegovih izrazov, teh njegovih poskusov ali pa izrazov tudi protesta ne ustrašimo. Mimo vedenja, ne biti tako pozorni na vedenje, bodite pozorni na to notranje življenje otroka. Otroci, ki živijo v varnem in naklonjenem vzdušju, se boljše učijo. Recimo, ena od teh stvari, ki so jo opazili, je seveda, da preizkušanje branja, ki smo ga še mi vsi, da sposta ne pomalo smo ga, se spomnite, ki sem ga pred razredom brat, je izjemno slaba vaja za branje. Ste pa nam pravi, da starim, ja, zdaj je prišla kriza, bo treba biti inovativen, ne? Kako ne bomo mi inovativni, če pa smo rasli leta in leta v vzdušju, kjer je valal otrok, je tih, pa je primer, je najbolj primna, ne? Vso ljubezen dobil, ne bo preveč aktivn, ne? Danes pa hočejo, ne, da smo že po 30 letih, danes nas pa hočejo naučiti aktivnosti, ustvarjalnosti. Kako? A ni čudno? Ampak da vsekakor pa zagovarjamo to vzgojo z enim stikom, z enim čustveno povezanostjo. To pa. In ta včasih tudi spregleda kakšen otrokov spodrsljaj, kakšen izraz njegove nemira, objesnosti, karkoli, ampak da razume, on je tako, vse je samo otrok. To ne pomeni, je podivjan, je v jedru zgrešen, vse smo zgrešili, naša vzgoja je pa popolnoma za nič. To je, se pravi, ne razumemo tako, ampak rečemo dobro, to je otrok in je v enih normalnih vrstniškem okolju, inicijativen, se zna povezvati, si zna dati eno vrednost, ali pa zna sprejeti pohvalo. In ko jo stiski, zna poiskati odrasel, ne reči, da je hudo mi je, ali pa prije domov, ne pa potem doma benti, ne veste, kako je to, ne. Ko pride iz šole, ga vprašaš, kako je bilo v šoli, dobro, ne. In tako potem traja vse dobro, ne drezi, dosti besed, hvala, končaj pogovor, ne. Če še kaj vprašaš, to je pa že tam 13-14, ne. In potem zvečer, cel večer nemir, tečnova, jeza, povzdigne glas, tam okoli na 9, pa zveš. Če zdržiš do 9, pa zveš, jaz so šolci, da to, on je to, neki so se, kje bo ta sedel, kje doma koga rad. Grozno stisne. V tem smislu lahko delujemo za otroka kot eno varno zavetje, kot otrokov skrbnik, kot nekdo, ki je otroku naklonjen in se je pripravljen na njegovo stisko hitro in ustrezno odzvati. S tem pa ne delamo usluge samo otrokom, s tem delamo uslugo tudi odrasli, samim sebi, ker nekako gojimo v sebi lahko prav to držo, starševsko držo, če imamo otroke ali pa če nimamo otroke. V tem smislu, da zmoremo drugim ljudem priti nasproti, da stiska, ki jo drugi ljudje izražajo, tudi v nas prebudi en sočuten odziv in s tem tudi odrasli nehote ustvarjamo okoli sebe en dosti bolj prijazen, dosti bolj varen svet, kot je bil morda tisti, v katerem smo mi odraščali, kjer je pač veljalo, da priden, tih in neviden otrok je najboljši otrok.
ampak to je hkrati tudi otroke brez iniciative. Ljudje so mi naklonjeni, nisem mi treba boriti za njihovo naklonjenost, nisem mi treba boriti za njihovo prijaznost, nisem mi treba odinjati, zato da bom pripadal. Ne, to gre pripada tako naravno. Se pravi, da se ljudje odzovejo, da se odzovejo naklonjeno, da v stiski pokličem na pomoč in jasno, sam, kadar so oni v stiski, ravno tako sem sposoben to pomoč jim nuditi. Se pravi, da je da so ta prva leta, pa jasno, če potem starši še naprej gojijo, to eno naklonjeno držo do otroka, da je to ena čudovita popotnica za ne samo svet vrstnikov, najprej vrstnikov, potem pa seveda teh romantičnih zaljubljenosti, trajnejših zvez, zakona in tako naprej. To, da se v bistvu nameni varnost, je bilo pa zelo postavljeno pozadje. No, kasneje se je izkazalo, pa mislim, da to danes v tem stresnem svetu mi zelo močno doživljamo je, da je ni take varnosti, kot je varnost v enem zaupnem odnosu. Kakršnokoli že to je. To je prijateljski, to je lahko družinski. Ne glede na to, važno je, da ti doživiš to temno občutje sprejetosti, takrat, ko si v stiski. Ne takrat, kad je dobro. Takrat smo vsi v redu. Takrat na meni je naravno vprašanje, kaj boš naredil, ko si v stiski. In danes nas ta svet zdile potiska, če dalje bolj z ene stiske v drugo. Eno rešimo, pa je druga, pa drugo mislimo, da smo rešili, pa je tretja, pa bo zmanjka tega, pa bo zmanjka druga. In mislim, da bo če dalje bolj naše fizično, pa tudi drugačno zdravje odvisno prav od tega, kako močno mrežo dobrih, iskrenih, odkritih odnosov bomo imeli v svoji neposredni okolici. In tak otrok, ki lahko od odraslih vedno dobi naklonjen in ustrezen odziv, bo tudi v svoji notranjosti rasel in potem vstopil v odrasle odnose s tem občutkom, da je vreden naklonjenega odziva. Da lahko gradi intimo, v kateri bo našel eno zavetje in oporo. Tako da jo bo našel in hkrati tudi dajal. In s tem seveda bo s tem z eno tako pozitivno samopodobo tudi lažje potem svoje otroke pospremil v svet. No in ta medgeneracijski, ta prenos teh vzorcev opažamo, da v današnjem svetu je tako rekoč neizogibno potreben. Če hočemo ta precej stresen, hiter in nepredvidljiv svet narediti malo bolj varen za bodoče generacije, bomo gotovo mogli več pozornosti nameniti tej čustveni varnosti.